pozdravljeni in dobrodošli v mesečnih za februar, ki bo letos najbolj romantičen mesec v letu, pa ne zato, ker je noter Valentinovo, ampak zato, ker govorimo o vplivu števila 2, ki bo letos kar močno. Letos imamo kar 2 dvojki v sami letnici, torej odnosi bodo vedno na tapeti, februarja malo več. To pomeni, da predvsem pogledajte sebe, kdo ste, kaj ste, česa si želite, kakšen prijatelj ste, kakšen partner ste, kaj iščete v partnerju, tudi če ste vezani, tudi če ste že zelo dolgo časa vezani. Včasih iskren pogovor, tudi če tvegamo, da bomo nekoga morda prizadeli, tudi če tvegamo, da bomo prizadeli sebe, veliko pomeni. Torej, v mesecu februarju predvsem spoznavajte sebe. Jaz sem vam samo namignila, da zato že obstaja ena taka prav posebna numerološka analiza, reče se ljubezen samski, ki razkriva ravno, kaj potrebujete pri partnerju, kakšen partner ste, kaj je tisto, kar potrebujete v samem odnosu. In to ni samo za samske, in to ni samo za ljubezen, tudi za prijateljske odnose, tudi za poslovne odnose, kajti mi moramo vedeti, katere so tiste naše potrebe, katere mi je prav zadovoljiti in kje so naše meje. Namreč, ene stvari nas lahko motijo, ampak nas ne motijo toliko, da bi nekoga čez 10 let zadavili. So pa stvari, ki nas seveda motijo tako zelo, da se bomo obrnili in laufali stran kar takoj. Vsi vemo, da smo koga spoznali in smo bili, ne, ti kar tabo stan, toliko se mi modi v drugo smer. Torej, februarja se bodo vse te stvari nekoliko bolj kazale, temu bi lahko rekli tudi ogledala. In kaj so v bistvu drugi odnosi kot ogledala? Ogledalo nas. Kajti šele v odnosu, ko nas nekdo prizadene, ko nas nekdo pojezi, ko se nam zdi, da se nam dogaja krivica, odreagiramo pristno in lahko vidimo, kje morda smo pa mi preveč ostri ali pa preveč popustljivi, kar pomeni tudi do sebe, nažalost. Torej, samodisciplina je še kako pomembna in v mesecu februarju je prav, da pogledate v sebe in pogledate, ali nemara nimate dvojnih meril. Namreč število 2, kar bo rdeča nit celotnega leta, simbolizira pogled na drugo stran, drugačno plat zgodbe in to, da se nekaj obrne na glavo. Torej, poglejte, kdaj morda bi pa vi lahko ravnali bolje. Ne samo gledati druge, kaj bi lahko počeli drugače, kajte druge boste težko spremenili. Spremenite lahko pa sebe. Torej, februar bo en tak zanimiv mesec. Več bo romantike, več bo potrebe po bližini, več bo čustvenosti, več bo tudi potrebe po temu, da se mi počutimo doma, karkoli ta doma pomeni. Nekateri so doma v naravi, nekateri se bolj doma počutijo v deskaču, nekateri so doma na kavču s knjigo, karkoli ta občutek doma in v bistvu varnosti za vas pomeni. Torej, privoščite si nekaj trenutkov le zase, treba bo postavljati meje. Torej, treba bo našim bližnjim postavljati meje. Namreč februarja na nas vpliva število 6. Marsikaj od tega, kar smo zdaj našteli, so pravzaprav lekcije števila 6. Kje postavite meje? Kdaj se postavite za sebe? Kdaj popustite in zakaj popustite? Kdaj greste preko sebe? Za voljo česa? Za voljo druge osebe, mogoče materialne koristi, mogoče v imenu ljubezni. Kaj so stvari, ki so razlogi, zaradi katerih greste preko sebe in ste morda pa do sebe neljubeči? Vse to so stvari, s katerimi se lahko ubadamo februarja ali pa si zakrivamo oči. Jaz upam, da si boste vzeli čas zase, jaz upam, da boste pogledali tudi na drugo plat. Februar pa je poleg Valentinovega pri nas v Sloveniji poznan tudi zaradi Prešerna, pa dajmo kar k njemu skokniti. Tule se je 3.12.1800 rodil France Prešeren. V osnovni šoli je bil tako priden, da je bil zapisan celo v zlato knjigo. Vemo, da je bil odvetnik, vemo, da je pisal pesmi, vemo, da je bil zaljubljen v Primčevo Julijo, o Francetu Prešernu resnično veliko vemo. Zdravljico je napisal 1844, izdana je bila v Blajvajsovih novicah 1848. Kljub temu, da je bil odvetnik in bi pričakovali, da bi mogel biti premožen, kot so odvetniki bili, pa je bil velikokrat zadolžen. Zato, ker je revne zastopal zastonj. Pravijo, da je dobrota sirota. Njegovo življenje bi težko označili kot srečno, to je res, in tako kot mnogi je svoj sloves in spoštovanje dobil šele dolgo po svoji smrti. Stojim ob grobu Franceta Prešerna, našega najbolj pomembnega, najbolj poznanega slovenskega pesnika. Bil pa je še marsikaj drugega, ne samo pesnik. Bil je tudi odvetnik,
Slišimo lahko pripovedke, kako je pomagal takšnim, ki mu niso mogli plačati in zato obubožal. Bil je tudi oče, imel je 3 otroke. Bil pa je tudi oseba, ki se je proti koncu življenja vse težje soočala s pritiski, z depresijo. Bil je tudi oseba, ki je imela težave z alkoholom. Danes, ko pomislite na gospoda Prešerna, kaj pomislite? Na katero vlogo? Na kateri čas njegovega življenja? Na tisti, ki je kazal na njegov potencial, na pamet, na sposobnost, na talent, se je vendarle spremenil marsikaj, kar se tiče slovenskega jezika, književnosti in tako naprej. Ali mogoče marsikdo ga ocenjuje kot pijanca? To so vse samo vloge v življenju in tudi vsak izmed nas ima različne vloge v življenju in različna obdobja v življenju. Torej, ko sodite sebe ali druge, kako zdaj precenjujete potencial, ki se ali pa ne izrazi, ker vsi smo Prešeren, oziroma gledate najbolj pozitivne stvari ali najbolj negativne stvari. Vedno se lahko primerjamo z drugimi in vedno bo nekdo, ki bo boljši in vedno bo nekdo, ki bo slabši. In veste, kaj je pomembno? Da tisti jaz, ki ste vi bili v preteklosti, je danes slabši ali pa malo bolj nezrel od jaza, ki ste danes. In seveda jaz, ki boste jutri, naj bo boljši. To je edino pomembno merilo. Včasih je treba stvari obrniti na glavo. Število 2 simbolizira pogled z druge plati, druga plat zgodbe. Kaj, če bi bili vi una oseba, ki vam gre na živce? Kaj, če bi se to vam zgodilo, pa bi vas pojezili? Potrudite se stvari pogledati z drugačne plati. Dajmo reči eno o slovenski domači hrani. A znate nareči ajdove žgance? Kaj pa štrukle? Imate kakšen dober recept? Kaj pravzaprav sploh je tradicionalna slovenska domača hrana? Čevapčiči? Čevapčiči, okej. Dajmo se tako zbeti. Povejte mi, kje ste jedli dobro našo tradicionalno hrano in tista gostilna oziroma oštarija oziroma karkoli že, restauracija, ki bo imela največ pohval, se bom jaz probala zmeniti z njimi za en prispevek. Aj prav? Prav. Za menoj je cerkvica Marije Snežne, ki je bila zrušena v 2. svetovni vojni in kasneje ponovno zgrajena na pobudo pastirjev. Ali ste vedeli, da je na Veliki planini pravzaprav eden izmed zadnjih v Evropi tako velikih pastirskih naselbin? Vidite, kako je tukaj lepo. Znate narediti ajdove štruklje? Ne, ajdove štruklje pa ne. Vedeli, da naši prelepi Veliki planini je eden izmed zadnjih pastirskih kibiči snimali. Danes bo Prešeren v hiši. Glejte, kako lepa zima. Prešeren, če tako ne dela, zakaj ne veš, če se dela spal. Čisto. Pa tu zelo če kaj poveš? Dober dan želim, kaj bi vi vedeli, kako nenormalno zgodnji uri mi tole zdaj snimamo. Dneva še nekaj časa ne bo.